Olimpijske igre v Tokiu so se odvijale pred praktično praznimi tribunami. Zato pa smo bili navijaško razpoloženi v svojih domačih okoljih. S projektom Tokio doma sta radijska postaja Val 202 in Olimpijski komite Slovenije navijače izpred domačih zaslonov ponovno povabila tudi v mestna središča. V času olimpijskih iger so obiskali Bled, Zagorje, Hrastnik, Ptuj, Ljubljano in Izolo. V goste so povabili številne zanimive sogovornike in v živo ustvarjali radijski program. Ob tem pa obiskovalcem nudili tudi pester nabor športnih izzivov. Prišli smo pogledati dogajanje na Bledu, pa seveda navijati za našega šampiona Tadeja Pogačarja. Zelo je dobro bilo navijati, ko smo za Primoža Rogliča, ko je prišel v cilj. Super vzdušje, skoraj tako kot Tokio, če že nismo mogli tja, smo tukaj navijali. Super vzdušje. Ampak ja, škoda za to eno točko, nam malo škoda za eno točko. Takole pa so naše medaliste po prihodu iz Tokija navijači pozdravili na Kongresnem trgu v Ljubljani. Tudi dol smo čutili to podporo, vse smo malo spremljali tudi po socialnih omrežjih, po vse skupaj pa po ostalih medijih. Tako da se je videlo, da je Slovenija dihala za naš športnike dol. Se mi zdi, da so tukaj doma toliko navijali, da se jih je slišalo v Tokiu oziroma čutili, tako da res hvala vsem za navijanje in za spodbudo.